Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Z današnjo oddajo začenjamo novo sezono oddaje Ambienti. In kam kaj gremo? To jesen vas med drugim vabimo v domove, kot jih še nismo videli. Polne karakterja in zanimivih rešitev. Domove, ki širijo obzorja, ki rušijo klišeje in ustaljene norme. Predvsem pa v domove, ki v vseh pogledih odstopajo od povprečja, a imajo skupno noto, da so pisani na kožo ustvarjalnim dušam, ki v njih prebivajo. Obiskali bomo domove, kjer se umetnost tako globoko prepleta s prostorom, da postaneta neločljiva. In že danes se bomo sprehodili tudi skozi hišo mojstra slovenske arhitekture Jožeta Plečnika. Čisto na začetku pa se bomo obdali s sodobnostjo. V Mariboru je nastala prav posebna hiša z zračnimi prostori, strukturirano betonsko steno in hipnotičnimi kopalnicami. Medtem ko steklene površine uokvirjajo naravni pejsaž, vhodni portal in notranja oprema pričarajo ozračje zaupanja in intimnosti. Kaj dobimo, ko pod isto streho združimo zeleno pohorje, južnoameriški temperament in štajersko srce? Dobra kombinacija, ne? Dobimo tole. Slikoviti dom, ki navdušuje s trdno celoto in mehkimi detajli. Patricija in Boštjan, živjo, dober dan. Povejte mi, kakšne ste imela osnovne želje, ko ste si gradila tale svoj čudoviti dom? V bistvu, ko sva začela sploh razmišljati, da bi zgradila hišo, sva rekla, da mora biti atrijska, ker sva živela prej, smo imeli trojne stopnice. Ko sva kupila to parcelo, pa se je zgodilo, da smo mogli spremeniti idejo iz atrijske hiše v normalno hišo z nadstropjem in z kletjo, da smo dobili potem te poglede, ki jih imamo tu pod Pohorjem. Sta imela že od začetka idejo o tako zelo odprtem, voluminoznem osrednjem prostoru? Ja, prej smo živeli v majhno stanovanje in najna želja vlada predvsem, da se družimo en del dnevna soba, poveženo z jedilnico, pa tudi z kuhinjo, ne? Patricija, kakšna je vaša zgodba? Kako ste vi iz južnoameriške Venezuele prišli sem v Maribor? Moja mama in oče sta bila rojena v Mariboru, ampak ko sta bila zelo, zelo mala, sta odšla, se selila v Venezuelo, Caracas. Tam sta ostala par let, ampak zaradi ta politični obrat, nesigurnost, inflacija, država je šla navzdol. Potem pa sta se odločila, da gremo vsi iz Venezuele. V Maribor? V Maribor. In koliko ste bili vi takrat stari, ko ste se... Ko smo prišli približno 17 let. Miha, vi ste arhitekt tele ekskluzivne hiše. Kjera so bila glavna izhodišča, ko ste se lotili dela? Glavno izhodišče je bilo to, da sem prvo prisluhnil naročniku, investitorju. Gre za stanovanjsko hišo, enodružinsko, v velikosti cirka 200 kvadratnih metrov in je umeščena v parcelo, ki ni ravna. Hiša je grajena klasično, z delno podkletenim delom in dvema etažama. V podkletenem delu je velika shramba z garažo za 2 avtomobila, v ostalih 2 etažah so bivalni in spalni prostori. Premišljeno je bilo treba povezati dostop s ceste z vhodom v hišo, med katerima je 120 cm višinske razlike. Arhitekt si je zamislil poudarjen portal z okvirjem iz črnih fasadnih plošč in macesnovega opaža. Mogoče je pri tej hiši zanimivo to, da ima hiša 2 spalna dela, ne? Otroški spalni del in pa spalni del za starše. Saj sta oba dva zasnovana individualno, ločeno, tako da ima otroški spalni del svojo kopalnico, svoj bivalni del in pa svoj spalni del. In isto velja za del za starše, ker ima sta starša svojo kopalnico, veliko garderobo in pa spalnico z sestopom na zgornjo teraso. Hišo sta zakonca začela graditi leta 2020. Obdobje gradnje in opremljanja so zaznamovale stroge omejitve in lockdowni zaradi pandemije.
Kako sta razmišljala pri izbiri barv, materialov, notranjega oblikovanja? Naprimer, začnimo pri tej betonski steni. Miha je bil tisti, ki je predlagal, da bi imeli nek viden beton, s katerim smo se midva strinjala, ker sva rekla, v bistvu to je en element, ki daje hiši tudi nek modern slog. Ostale stvari, tako kot so spuščen strop in te skrite luči, pa nam je pomagal naš prijatelj Primož Hočevar, ki je notranji arhitekt. V bistvu v tem spuščenem stropu se skriva tudi prezračevanje. V črnem profilu se skriva tudi vpetje za našo gugalnico. Se res, kakšna je pa zgodba gugalnice? Ja, jaz sem želela imeti, ker sem rekla, da ko kuhaš, mogoče nekdo sedi ali predvsem hčerka sedi, malo poklepetamo, malo tudi pride in mi pomaga, ne? In tudi za goste, ne? Se mi zdi, da lahko malo nazdravimo skupaj tista oseba, ko je zraven med tem času, ko se kaj pripravlja. Ne? Arhitekt je pohvalil aktivno vključevanje lastnikov v snovanje in opremljanje hiše. Zlasti Patricija je imela željo po bolj provokativnih rešitvah. Stranišče za goste s keramiko v zlatem sijaju in z leopardnim vzorcem ter kopalnica zakoncev, kjer je namesto keramike po stenah tapeta. Hišo ob vznožju Pohorja zaznamujejo tudi vrhunsko senčenje, ki se upravlja prek pametne inštalacije. Gospod Borkovič, tale hiša ima res veliko steklenih površin in zlasti v teh toplejših poletnih mesecih je nujno senčenje kot zaščita pred pregrevanjem. Kakšna senčila so tukaj izbrali in zakaj so dobra? Izbrali so naša skrin senčila. Skupaj smo prišli v bistvu do tega predloga, ne, ker imajo izjemen efekt na senčenje in pa tudi zelo dober efekt proti vročini. Ne. Zadržijo nekje 30 do 100% sončnih žarkov, glede na to, kakšno blago izberemo. V našem primeru smo izbrali to sivo barvo, skladno z izjemno arhitekturo in barvo fasade. Ne. Izbrali smo blago s 5% propustnostjo, tako da te obrisi so res lepo vidni. Ne. Senčilo Zip Screen je na straneh vpeto v vodila po principu zadrge in zagotavlja optimalno napetost ter obstojnost tudi pri sunkih vetra do 120 km/h. Prav tako je neobčutljivo na točo. Pravzaprav je odlik še več. Ko si noter, vidiš navzven, od zunaj pa se ne vidi not. Tako da to je en zelo velik plus. Po drugi strani, ko se neurja, ko je veter, ne ropotajo. Vse poznate pregovor, ne, da ženska podpira 3 vogale v hiši, mož pa enega, ampak tlele je pa en, kako bi rekli, dodaten vogal v hiši, ki ste ga pa morali vi nekako dodatno inovativno rešiti. Je bil en tak konstrukcijski izziv, ne? Res je, na tej hiši je bil tudi ta steklen vogal, ne, kjer je stik stekla z steklom brez okvirja. Ne. Za tak primer v bistvu smo tudi razvili posebno senčilo, ne, z enim pogonom. Senčilo je dvodelno, tako da prekriva ta stekleni vogal in ko senčilo pospravimo noter v omarico, na vogalu ne ostane ničesar, to se pravi le ta stik vidimo stekla na steklu. Ne. In potem so tukaj poleg senčil še komarniki, ki so del istega sistema, ne? Dali smo fiksne komarnike, ki so zataknjeni v okvir samega okna, tako da ni bilo potrebno nikakršnih lukenj vrtati dodatnih v okna. Ne. Enostavno se jih da vzdrževati, sneti dol, čistiti. Terasa je zasnovana pod kotom in zamaknjena v nišo, kar zagotavlja varno zavetje pred soncem ali dežjem. Na robu je tudi skrin senčilo, ki deluje kot mehka stena. Ko se drsna vrata odprejo, je terasa zasnovana tako, da se zunanji in notranji prostor zlijeta, postajata kot ena celota in enako velja za jedilno mizo. Ko so vrata odprta, je jedilna miza naenkrat sestavni del zunanjega prostora. Boštjan, zdaj bom rajš se na vas obrnil, ampak kaj ne, da je Patricija marsikje v tej hiši pustila svoj južnoameriški temperament? Zelo res je, v bistvu brez moje žene ne vem, kako bi vse skupaj izgledalo. Zdaj verjetno ne bi bilo toliko toplo, koliko je sedaj. Po drugi strani ima tudi dosti večji občutek za prostor, za barve, tako da sem zelo vesel, da je tu svoj del prispevala. Patricija in Boštjan s hčerko rada potujeta po svetu, a najbolj toplo je družini pri srcu, ko se vrne domov. Pravim, da Slovenija tudi je tako varna država in predvsem mirna država, tako da to je bilo
da smo ostali tu v Sloveniji. To je bil glavni vzrok. Tudi zato sem tudi ustvarjala družino s Boštjanom in mislim, da bomo pa skupaj ostali v Sloveniji. Ja, zbrali ste res lepo deželo, Ja. pa moža z res lepim imenom. Hvala. Ljubezen in sreča, ujeti v sodoben dom pod Pohorjem, naj trajata in se širita čim dlje. Nam pa se bodo oči svetile tudi ob naslednjih prispevkih. Kmalu si skozi oči naših kamer ogledamo dom našega mojstra, arhitekta Jožeta Plečnika. Na to pa zna malce kapljati, nekoliko od prelivnega bazena, ki ga pokažemo, nekoliko pa od slin, ki se nam bodo cedile ob ogledu zelo posebnega vrta, na katerem ta bazen stoji. Ostanite blizu. V letu, ko praznujemo 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, smo obiskali hišo, v kateri je preživel večino svojih ustvarjalnih let. Njegov dom razkriva način njegovega življenja in delovanja, pa tudi številne detajle, ki odlikujejo njegovo ustvarjalnost. Danes imamo ta privilegij, da se sprehodimo po Plečnikovem ljubljanskem domu. Kot kulturni spomenik državnega pomena navdušuje predvsem z res veliko ohranjenega originalnega inventarja, prek katerega mojstra spoznamo čisto od blizu. Ana, povejte nam, kakšna je zgodba, začetek tele Plečnikove hiše na Karunovi 4? Naš veliki arhitekt Jože Plečnik se je sem naselil nekako v oktobru 1921, ko je sprejel službo kot profesor na novoustanovljenem oddelku Fakultete za arhitekturo. V bistvu se je takoj naselil v stari hiši na Karunovi 4, ki sta jo že leta 1915 kupila z starejšim bratom Andrejem, ampak seveda za arhitekta je ta stara hiša ni bila po njegovi volji oziroma si je želel urediti prostore v svojem stilu oziroma prav konkretno si je želel okrogle sobe. Ko je bil na študijski poti v Italiji, je bival v Stolpu v Rimu in potem je bila to njegova želja. Tako je nastal torej tale prizidek, v katerem sva tudi zdaj, ta prizidek v obliki stolpiča. Tako, tukaj so v bistvu 3 nadstropja, klet, spodnja okrogla soba in zgornja, ki je risalnica. In to je Plečnik potem uresničil med letoma 1923 in 1925, se tukaj naselil in v bistvu hiše ni zapustil do svoje smrti, do leta 1957. V bistvu želja je bila, da bi bil tu novi dom vseh Plečnikovih, to se pravi njegovih bratov in sestre, ki si je pa edina v bistvu ustvarila družino. Žal se to nikoli ni uresničilo in je tukaj bival naš arhitekt Jože in nekaj časa njegov mlajši brat Janez, ki je bival v zgornji sobi, ampak kmalu sta z arhitektom ugotovila, da sta precej različnih karakterjev in se je že po nekaj mesecih izselil. In kje sva zdajle in kaj vse tukaj lahko vidiva okrog sebe? Sedaj sva v tej najbolj znameniti spodnji okrogli sobi, to se pravi, to je Jožetova osebna spalnica in njegov delovni prostor. Tako da obdaja naju pohištvo, ki ga je Jože sam ustvaril iz smrekovine. Zelo zanimivi predmeti so seveda na risalni mizi. Moramo povedati, da je to velika posebnost, da se je v bistvu hiša ohranila v tako avtentični podobi, to se pravi z osebnimi predmeti, z njegovimi očali, risarskim priborom, knjigami, celo čevlji in klobukom. Arhitekt Jože Plečnik je živel za svoje delo. To je očitno tudi ob pogledu na njegovo delovno sobo, v kateri je tudi skromna postelja. Ampak postelja deluje precej kratka, no, tako, recimo to je dobrih 180, ni po Neufertu.
Ne, to je neka Plečnikova svojstvena mera, je pa seveda jo oblikoval točno za sebe, je pa zelo asketska, ampak ima pa tudi eno posebnost, v bistvu, da je olajšal gospodinji, da je lahko pod posteljo tudi pospravila, je v bistvu na železnih koleščkih. Ena od posebnosti te risalnice je izstopajoč tram na stropu. Ja, zelo zanimivo je soba, je v bistvu nekako 6 metrov premera ima in čisto na sredi ima ta lesen delilni tram, ki jo nekako simbolično deli na 2 dela, ampak v bistvu nam pa tudi nakazuje simbolično pot iz Plečnikove sobe, kjer se porajajo ti načrti, ki se potem uresničujejo v Ljubljani. V bistvu nam kaže pot od juga proti severu, proti središču Ljubljane. In Ana, to je prav Plečnikova obleka? Ja, to je njegova delovna halja. On je imel vedno črno kot mojster, študentje pa so nosili bele. Kot vajenci. Palica in čevlji, vse njegovo originalno? Vse njegovo avtentično. Zelo zanimivo je, da je imel v bistvu rad te čevlje brez vezalk. Tukaj zraven je še ena zelo zanimiva kopalnica. Zelo v bistvu majhen prostor, ampak ima vse, kar potrebuje. V bistvu zanimiv je ta grelec za vodo, ker se je seveda takrat kurilo z drvmi, potem precej lepa banja, pa potem ena zelo zanimiva omara, v kateri je hranil perilo, brisače. Seveda jo je sam skonstruiral, tudi je iz naravnega lesa, ki je premazan samo s čebeljim voskom. Plečnik je zelo opazil, da je uporabljal naravne materiale. Podobno racionalno, a hkrati domiselno so opremljeni tudi ostali prostori, v katerih je bival Jože Plečnik. V kuhinji lahko občudujemo zanimivo vodno korito in različno oblikovane stole ob jedilni mizi. Eden od stolov pa je še prav poseben. Ana, zdaj nam pa povejte še zgodbo tega prav posebnega stola oziroma prestola. Ja, to je bil res Plečnikov osebni prestol, lahko rečemo, ki ga je seveda sam načrtoval. Je pa tudi samo on sedel tukaj in ima eno posebnost, da ima to skicirno mizico. Tukaj je bilo zelo toplo, seveda ob peči, ampak ko mizice ni več potreboval, se lahko takole zloži. Je pa imel vedno kakšno majhno skicirko oziroma kakšno knjigo tudi tule skrito, da je lahko po potrebi pač nekaj hitro prebral oziroma si kaj zapisal. Če greva nadstropje višje, da ostaneva še v tem okroglem prizidku, nad nama je torej tista soba, ki je bila prvotno namenjena za brata, potem je pa dobila drugačno vlogo. Je pa med drugo svetovno vojno v bistvu ta soba postala risalnica, saj je Plečnik iz stare tehnike, kjer so bili prostori fakultete za arhitekturo, v bistvu dal prenesti stole, mize in veliko knjig in so študentje že med časom vojne prihajali v hišo in v bistvu nadaljevali šolanjem kar v Plečnikovi hiši. V pritličju hiše je Jože Plečnik uredil zanimiv majhen prostor, ki mu pravimo mala sprejemnica. Ampak to je res sobica, kjer je povabil pa tiste posebne goste, ki so pa lahko vstopili v hišo. To je bil res le njegov dom in je povabil le najožje prijatelje, pa seveda sorodnike. Je bil pa Plečnik tudi mojster reciklaže, tako da to hišo je tudi sam poimenoval nekako poskusna topla greda, ker je v manjšem merilu recimo preizkušal nekatere materiale, ki so se potem, če so se izkazali, jih je pač uporabil pri različnih projektih. Recimo tale obloga v Zimskem vrtu je že en primer njegove reciklaže, ponovne uporabe, ne? Tako, to so ostanki v bistvu kamenja, ki mu jih je prinesel kamnosek in potem je prav izpričano, da je Plečnik sam s pomočjo svojega zidarskega mojstra v bistvu ta mozaik v bistvu sam postavljal. Torej, osnova je tukaj le na štirici in potem je tale okrogel prizidek. Potem je pa dokupil še hišo, ki je bila čisto zraven in da je lahko z njo uresničil še neke druge načrte. Tako, leta 1928 se je ponudila priložnost, da kupi še sosednjo hišo, Harunovo 6, da si seveda poveča vrt, ampak željo pa je imel, da na južni strani doda še zimski vrt za svoje rože, to je bila njegova velika želja. V eni prihodnjih oddaj pa bomo predstavili še vrt, ki ga je arhitekt Jože Plečnik zasnoval ob svojem domu.
Tako kot hiša ne more nastati brez premišljenega načrtovanja, tudi njena okolica zasluži, da se ji posveti izkušeni strokovnjak. Naš sodelavec Tane je obiskal občudovanja vreden vrt s prelivnim bazenom. Zdaj, ko družina tam živi že nekaj let, obsežno zemljišče na robu naselja zlagoma dobiva pravo podobo. Urejen vhod in parkirišče vodita k terasi pod velikim nadstreškom. Poleg nje leži privlačen prelivni naravni bazen, obdan z okrasnimi gredami. Sproščenemu druženju in pripravi hrane je namenjena večja terasa za hišo, od koder seže pogled prek travnikov vse do gozdnega roba. Ob našem prvem srečanju je bilo tako, da je to bil dejansko travnik, na katerem je bila samo ulita temeljna plošča. Se pravi, hiše ni bilo, pogovarjali smo se v glavnem s pomočjo načrtov. A je bil takrat že takoj na začetku želja po bazenu? Oziroma naravnem plavalnem bazenu? Dejansko je bila želja, vendar je bil planiran klasičen bazen na klor, na kar sta se lastnika majčkeno pozanimala in sta izvedla za možnost tudi naravnega bazena. Naravnim bazenom rečemo pač naravni bazen ali biološki bazen, zaradi tega, ker je izgled kot bazen, voda v njem je pa popolnoma naravna. Filtrira se prek filtrov, ki so zasuti z dolomitnim peskom. Spodaj je pod tem prelivnim robom je kompenzacijski bazen. Namen kompenzacijskega bazena je to, da takrat, ko je več ljudi v bazenu, se voda dvigne in je preteče več čez rob in mora biti toliko velik, da ne vem, če se 10 ljudi kopa, da voda ne odteka ven. Bazena pa ne odlikujeta le velikost in naravni postopek čiščenja vode, temveč tudi posebna oblika. Ta bazen je res poseben. Posebnost njega je to, da ima 7 metrov dolg prelivni rob. Ko se kopaš v njem, se lahko nasloniš na ta prelivni rob in imaš pogled na to lepo dolino, ki se odpira. Od običajnih plavalnih bazenov se ta razlikuje tudi po barvi notranje obloge. Namreč zbrala sta eno čist novo folijo, ki je tisto sezono prišla na tržišče. Ampak ko smo pogledali slike, je bilo videti, da bo to zelo lepo izgledalo. In tudi zdaj izgleda čudovito, ker je ta črna folija daje en odsev neba, hiše in res izgleda zelo lepo. Voda v bazenu, je to iz vodovoda ali je kapnica? Voda je iz vodovoda. Kapnica ni primerna, ker takrat, ko dežuje, ko izpira strehe, pride marsikatera umazanija, zbiralnik in zato je ne uporabljamo, ker voda, ki je v bazenu, mora biti kontrolirana. Načrtno oblikovanje okolice hiše je obsegalo tudi ureditev okrasnih gred in izbor okrasnih rastlin. Dejansko, ko so naju lastniki poiskali, je bila idejna zasnova že narejena. Zdelo se nam je veliko stvari lepih, uporabnih, tudi ona dva sta si tisto želela. Nekatere stvari smo pa spremenili, nekaj smo odvzeli, smo dodali nekaj drugega. Dejansko smo gredi neposredno ob naravnem bazenu obdržali, taki kot sta bili prvotno zasnovani. Izbor rastlin je bil pravilen, so te dožive, so take, ki z lahkoto prenesejo sonce. Govoriva o sivki pa o enih travah. Tako, in o gavrah. In o gavrah, belo cvetoče gavre. Zasaditev je zasnovana tako, da je v vsakem letnem času nekaj izstopajočega, ne samo barvitega. Na vrtu so tudi visoke grede, namenjene vzgoji vrtnin. To me res veseli, kadar se mlade družine odločajo za to, da bojo vsaj del svoje prehrane prinesli s svojega vrta. Tu so še posebej pridni, zato ker so spodbudili otroka, da se udeležita pri tem. Dejansko sta ona dva tista, ki v večini poskrbita za zelenjavni vrt. Poleg tega imajo tudi en lep nasad jagodičevja in to vse skupaj družno. Mama majčkeno bdi nad tem, ostalo pa kar otroka sta vključena veliko v to. Kot rečeno, so lastniki uredili še prostorno teraso za hišo, kjer v zasebnosti lahko uživajo v družbi in pripravi hrane.
Imajo eno zelo lepo zunanjo teraso, ki je seveda nadkrita, vendar se pa med gradnjo oziroma tudi med snovanjem se je izkazalo, da je tukaj še veliko prostora za še dodatno teraso, ki pa je pač bolj namenjena piknikom in večjemu druženju in ki je čisto obdana z okoliškim pač gozdovi in hribi. Izbrali smo takšne čiste linije, pač elemente čistih linij iz kortena, ki je še dodatno dopolnil mogoče temu naravnemu videzu zunanjosti. Predvsem pa smo dali tudi pozornost na samo senčanje. Tukaj smo izbrali ta premična jadra, ki jih seveda se lahko prilagodi glede na samo sonce, glede na moč sonca in usmerjeno sonce. Za ta dom lahko rečemo, da mu prav nič ne manjka. Temu pritrjuje tudi družina, ki uživa v njem. Tako, spoštovane in spoštovani, odprli smo novo jesensko sezono oddaje Ambienti. Videvali se bomo vse sobote tja do božičnega večera in upam, da boste čim večkrat z nami občudovali izjemne slovenske domove in prihajali po zamisli, ki praviloma sežejo dlje oziroma drugam. Želim vam dobro odprte oči za jasno podobo svojega doma ter veliko dobre volje za uresničitev svojih najboljših idej. Lep pozdrav do prihodnjič, ko se ustavimo v stanovanju, ki kipi od kreativnosti in natančno izvedenih detajlov in hiši, ki ne manjka barvitosti ter drznosti.